Sem avtor predstavitvenega dela z naslovom Vihre mladih v iskanju lastne poti, ki je moj knjižni prvenec. Rojen sem 28. 11. 1941 na Ravnah na Koroškem, kjer živim še danes. Po končani srednje tehnični šoli v Mariboru sem se zaposlil v Železarni Ravne, kasneje me je poklicna pot vodila še v nekaj proizvodnih podjetij na Koroškem. Ob delu sem se tudi izobraževal in leta 1983 diplomiral na Visoki šoli za organizacijo dela Kranj Univerze v Mariboru. Po upokojitvi me je prevzela želja, da bi napisal kakšno črtico ali krajšo pripoved za mlajše bralce. Ta želja je tlela v meni vrsto let, ko sem z navdušenjem bral knjige, zlasti tiste z napeto in razburljivo vsebino. Tako se je iz skromnih zamisli razvila daljša pripoved, ki jo imate pred seboj in za katero iskreno upam, da vam bo všeč, tako mlajšim kot starejšim bralcem. Zgodba je nastajala več let, se sproti dograjevala z novimi idejami in popravljala, končno pa v knjižni obliki zagledala luč sveta pod naslovom Vihre mladih v iskanju lastne poti. Knjiga je izšla pri založbi Primus, zbirka Projekt Avtorji. Zbirka Avtorji ponuja avtorjem možnost, da dobijo kakovosten izdelek, ki ga sami ne bi mogli izpeljati. Delo je zasnovano kot mladinski kriminalni roman. Zgodba se odvija v letu 2007, v času zimskih šolskih počitnic, s krajem dogajanja na Ravnah na Koroškem in bližnji okolici. Tako osebe kot dogodki v njej so izmišljeni. Glavni osebi v romanu sta mladostnika Janko in Peter. Vsa zgodba, epilog ni vštet, traja 10 zaporednih dni in je razdeljena na 4 glavne dele. Prvi del govori o športni stavi in pričakovani hokejski tekmi med Jankovo in Petrovo ekipo ter iskanju in vrnitvi ukradenega denarja. V drugem delu sledi spopad s tatovi ter končni obračun med nasprotujočima družbama. Vsi ti glavni dogodki dosežejo svoje vrhunce, ki se kažejo v srčnih dejanjih in razsodnosti Janka in prijateljev, pa tudi v presenetljivem spoznanju in ravnanju Petra pri končnem obračunu. V zaključku zgodbe je razkrita tudi resnica o skrivnostnih napadalcih na tatove.